Te dni sem bil povprašan eno, tako nedolžno vprašanje, ampak ker drugi psihostrokovnjaki na to temo doslej niso nič pametnega povedali, sem rekel, da bom jaz na kratko nekaj povedal in sem, ampak zelo na kratko. Vprašanje se je namreč glasilo, zakaj laiki, mnogi laiki, zdaj ne bom rekel, da večinoma, ampak mnogi laiki raje ali pa bistveno bolj, tudi bolj predano poslušajo vplivneže, influencerje, ali Marko Potrč, Werner, prvi je bodybuilder, drugi je pevec, pa Tanja Ribič, moja nekoč prijateljica, igralka. Saj ne, da bi bila butasta, ampak tudi če je blond, klikarji kar delajo, ampak tako suvereno govori o tistih maskah, ki te v Italijo potovala, sem bil jaz začuden, zdaj, ali je pod vplivom Đurota ali ne vem kaj, ker tudi dol tistega Osmanagića je šla kovat v zvezde, jaz sem bil pa dol v tej Bosni in vem, da je človek fejst premaknjen, Đuro pa Tanja, sej tudi Novak Đoković so šli dol piramide tiste gledati, pa tiste rova, ki so jih sami skopali in so kovali to v zvezde, koliko je tam nek čudo sveta. Brdan, obična so, kot tale žreblo hrib za mano. Skratka, mene so povprašali, zakaj ljudje toliko radi te influencerje sprašujejo, ne da jih sprašujejo, radi jih poslušajo. Celo kujejo jih v zvezde, to imajo lajkov več kot, tistle Pretnar, ki se je bodil s Potrčem, ali pa jih Hana noče poslušati, ker človek je ščajman, piše knjige, celo življenje se ukvarja, star je 60 let, ukvarja se z imunologijo, z virusi, epidemijo, ne vem, ni da ni. Naši strokovnjaki, priznani, študiozni, spoštovani verjetno tudi v svetu, ne sežejo do kolen tem influencerjem. Glede teh lajkov, pakovanja v zvezde, pa kako te narcistični ranjenci, imenovani influencerji, suvereno podajajo svoje interpretacije lačnemu občestvu, ali pa bom rekel preplašenemu občestvu. In jaz sem rekel, zdaj pa moram malo tole psihoanalitično teorijo elaborirati, zato, da bo šlo to vsaj v anale, pa da bomo imeli nek plus od te krize. Namreč sociologija pa psihologija, tudi psihiatrija, se bo morala s to krizo še fejst ukvarjati. Namreč na nekem drugem mestu sem za potrebe razumevanja tudi korona krize že opozoril na fenomen Dunning-Krugerjevega efekta. Dunning-Kruger sta bila dva psihologa, dobila sta alternativno Nobelovo nagrado za to psihologijo, ker sta proučevala fenomen nekega suverenega gobezdanja, govoričenja o enih temah, o katerih dotičniki to govorijo, pojma nimajo in ravno zato, ker nič ne vedo, lahko to tako suvereno govorijo. No, ravno to, da izjemno malo vedo v neki stvari in posledično imajo pa še velik ego, ali pa domnevno velik ego imajo, v resnici pa je moja teza, da imajo nekateri od teh influencerjev namreč ranjeni ego, ne vedo, česa ne vedo in potem prenagljeno sodijo o nečemu, česa v resnici pojma nimajo. Mnogi teh narcističnih influencerjev se medijsko izpostavljajo, beri se ven mečejo, naduvano se ven mečejo, kot taki petelini so, ali pa petelinke, da ne rečem kure, to žlobodrajo, take nebuloze, tudi o COVID-19, tem virusu, koronavirusu, ki po njihovem mnenju ne obstaja, ali pa ni nevaren, ali pa boh ve kakšne teorije zarote imajo še v ozadju nekateri, če že je to umetno ustvarjeno, ali so to Kitajci ali Američani, to niti ni pomembno, je pa to teorija zarote, o kateri sem jaz ravno s tem Osmanagićem
par let nazaj že dokončno vse popucil. Teorijo zarote imam v mezincu, psihoanalitično interpretacijo teorije zarote sem spesnil še pred Bosno. To 3-4 leta nazaj, ko sem gostoval v oddaji Klepet ob kavi, ki je v enih 90% fake news, ki bi morala ta oddaja namreč biti cenzurirana, odstranjena. Zato tam se take nebuloze govorijo kot te influencerji, ko jih že sam Facebook, pa Twitter, pa YouTube označuje kot fake news, kot zavajajoče informacije. Zdaj, družba se je znašla v knockdownu že nekaj časa. Ne znajdemo se, ne mi, torej laiki, ne vlada, ne koalicija, ne opozicija, opozicija še manj, ne, on sam spotikajo, nezrelo spotikajo, intelektualci smo zgubljeni, smo previdni, molčimo o stvareh, o katerih ne bi smeli govoriti in se držimo nekega Wittgensteina, filozofa, ki prvi rekel, da moramo molčati o stvareh, o katerih ne smemo govoriti. Laiki smo posebno bogi, ne? Medicinska stroka se opoteka, se klicajo med sabo, imajo kongrese, tudi so imeli čez poletje, ki so proučevali, ne vem, vsaka država s svojimi strokovnjaki je proučevala ta COVID fenomen, krizo, virus in so si izmenjali mnenja. Veliko že vedo in hkrati vedo, kaj vse ne vedo. Influencerji pa čisto nič ne vedo in zato trobezljajo nebuloze, kot jih pač trobezljajo. Vsak družbeni detajl vezan na korona krizo, s katerim se je treba soočiti in se seznaniti v tej krizi, nas še vedno bega in nas bo begal še, rekel, kakšno leto, 2 ali pa še več. Tisti z najšibkejšo pametjo, inteligenco, IQ-jem in navidez s tem velikim egom, ampak zgolj navideznim velikim egom, narcističnim egom. To je ranjeni ego, ne, v resnici. Potem malo razložil. In to je bistvo tega mojega ekspozeja. Te se opotekajo po družbi in svojimi verjeti, spotikajo, botrujejo tudi nekaterim protestniškim shodom, ne toliko kolesarjenju, ampak na enega 26. septembra en shod teh trobezljačev pred parlamentom, tudi Galej je bil tam, ne? Pa neki doktori, o tem sem že govoril. Kolesari so politični, obstaja pa apolitični te laiki, ki nasedajo tem influencerjem. Tam so bili pa seveda tudi influencerji nekateri. Vsi ti, o katerih zdaj govorim, so izgubljeni tudi zato, ker nimajo razvite ene čuječnosti. Čuječnost je pa neko motrenje znotraj naših miselnih sistemov, ki ga moramo mi opraviti, zato da se ne popolnoma ne zgubimo, da nismo v lastnem knockdownu, da se ne obesimo za lastno neumnost ali pa z lastno neumnostjo se zaguznemo. Zato moramo razviti čuječnost, avtoanalitičnost, introspektivnost, motriti, supervizijsko motriti svoje tavajoče misli. To je čuječnost. In če človek nima razvite čuječnosti in če še naseja temu Dunning-Krugerjevemu efektu, potem gre vse lahko v maloro. In potem nasedemo, ali pa nasedajo, ne, jaz ne nasedam. Če nasedam kvečemu stroki, ker jaz se tako rekoč na COVID nič ne spoznam. In zdaj, če jaz nasedem, bom z vsem srcem ali pa rekel legitimno nasedal kvečemu medicinski stroki, ki jo moram po definiciji spoštovati, ne. Saj sem normalen človek, saj vem, koga moram poslušati, ne bom nekoga, ki blage veze, o ničemer nima, sam naduvanje, ne bom šel njega poslušati. Potrč mi lahko govori, ne, on mi ne more nič govoriti. Ja, lahko mi govori, katere preparate moraš žreti, pa da ti jetra ne crknejo, pa da še kar živiš. Ker jaz svoj čas gimnastiko treniral, to sem 10 let vsak dan po 3 ure treniral vaje za moč, pa sem sicer bil Apolom, nisem bil pa mrga, naduvana, ko tam, ne vem,
potrastnim hormonom našpikan vol, to, kar on zgleda, da je. Vse tudi jezik mu namazano teče, ampak te površinske teme, zdaj, da bi cvetel od pameti, to Potrč nima, ne, ima pa všečne oddaje, naj jih ima, kdo to gleda, ne. Naj bo gost v Klepet ob kavi z Jasmino Kandorfer, ki je tudi nabildana, sem bolj s silikonom, ne, s proteini. Zdaj, pod vplivom znamenitega Freudovega načela ugodja se mnogi takšni intelektualno spotaknjeni, neprevidni laiki raje opredelujejo za verzijo resnice, ki jim jo servirajo te influencerji, Google doktori, raje podlegajo tem influencerjem kot stroki, medicinski stroki. Je pa ta paradigma, ko laične očice nasedajo s podletelim influencerjem po svojo koristna, ne. Bolj sicer na dolgi rok, ker tale psihologija in sociologija, mogoče tudi psihiatrija, da se bolj s patologijo ukvarja, pa tudi psihoterapeutika, bo morala ta fenomen, ko očice naseda influencerjem, namesto da bi poslušala znanost, to bo treba pošteno proučiti. Ne samo Slovenija, ampak cel svet se mora s tem ukvarjati, ker zdaj se dogaja toliko nebuloz, ne. Tudi Hollywood prihaja v teh časih do izraza, tisti film Joker, ne. Ko je narod stopil na stran tega pretegnjenca Jokerja, ne, ki je bil v filmu predstavljen kot good guy, ne, in narod je stopil na stran tega bad guyja, ki je postal good guy, ker ta bad guy Joker je kar tam postrelil par tistih tako rekoč pozitivcev, v resnici pa iskali so bili negativci. In psihopat je to lahko naredil. In zdaj psihopati bodo, ali pa že zdaj prihajajo na dan. Tisti brez nadjaza, ščuvajoči, upirajo se avtoriteti, državi, ukrepam, vsem se upirajo, ker nimajo nadjaza. Psihopatija pomeni deficit v moralnem razsojanju. Ne govorim zdaj o norcih, se pravi o psihotikih, govorim o normalnih psihopatih, normalnih pod narekovajih. Tudi en Breivik je bil popolnoma normalen psihopat, glede na psihopatogeno ali pa psihopatološko mamo. Psihopata naredi otroštvo. Mama v povezavi z odsotnim ali pa simbolno kastriranim očetom. V teh časih tega ogromna sociologija, psihologija bo morala to fejst preštudirati. A zdaj jaz se tukaj osredotočam na to paradigmo, zakaj ovce raje poslušajo budale, narcistične, influencerske, kot pa stroko. Zdaj pustimo šizotipske motence, pa tiste, kako rečem, histrionike, ki so poglavari, ki imajo versko sekto za seboj, to so imajo razna gibanja za zdravo družbo, za zdravo življenje, proti cepljenju, pa tako naprej, ne. To so sekte, ki imajo svoje verske guruje kot poglavarje in te ovce jim tem sledijo. Pustimo zdaj to, govorimo o običajnih influencerjih, ki se jih posluša množično. V resnici ne gre za to, da raje poslušajo dotične influencerje, ampak gre za to, da so na nek način prisiljeni poslušati svoje nezavedno. Oziroma nezavedno se jim uveljavi. Namreč tudi same influencerje v bistvu nekaj nezavednega sili v to, da sami pri sebi skujejo tako rekoč neke odrušilne interpretacije vezane na COVID-19 in celoten kontekst COVID krize. Znači, COVID kriza je nekaj, kar tudi influencerji, te preplašeni influencerji se je bojijo, jo priznavajo, bo prišla. Te se res bojijo, ampak ne bojijo se pa COVID-a. Ne, ker mislijo, se umrli ne bomo, ampak ta enigma COVID, ta virus, nosi v sebi neko strahospoštovanje, ne. Zdaj o tem jaz govorim. To, da uberajo tako rekoč tolažilno interpretacijo, kot jo, ne,
tolažilna interpretacija, ta interpretacija influencerjev. Tako jaz vidim pač ta kontekst. Ne. To pomeni, da je v nezavednem nek globlji, tihi, nezavedni vzrok. To je zdaj moj point. Radi bi, in ta teza, moja teza je povsem legitimna, po svoje pa vendarle tudi nedokazljiva, da bi s takšno tolažilno interpretacijo v smislu, saj ni tako hudo, kot nam stroka govori, ki nas zavaja, s to interpretacijo dejansko sami sebi priskrbijo neko zracionalizirano ugodje, torej tolažbo. S tako tolažilno interpretacijo se sami sebi v bistvu znotraj sebe se pomirijo, se oddahnejo, si olajšajo dušo, v bistvu v tej svoji stiski, v tej svoji preplašenosti sami sebi zracionalizirajo, lažejo. Si prikrijejo ali pa prikrojijo resnico, ki jim je nezavedno všeč, jih tolaži. In na to pobudo, oziroma pritisk svoje nezavedne stiske, svoje nezavedne prestrašenosti, se obračajo na te Wernerje, pa Potrče, pa Erasme, Pintarje, ta se tudi aktiviral. Zdaj bom rekel, da te influencerje, tudi moški, recimo, ki nasedajo tem influencerjem, da podlegajo kar temu znamenitemu fenomenu simbolne kastracije, ki je v psihoanalizi vezana na ta temeljni kamen, na Oedipu kompleks. Ta simbolna kastracija, kastracijski strah, tako rekoč, je ključen, da v stiski prvič si sami influencerji racionalizirajo, da to pa ni nevarno, in še te stezosledci raje verjamejo influencerjem, imajo blago verzijo resnice, to pa ni tako hudo, ker je kastracijski strah v ozadju na delu. Svoj strah na ta način prelisičijo, sami sebe, nezavedno obrambno bodrijo. Obrambno zato, ker govorimo o obrambnem mehanizmu. Nezavedno si, torej obrambno lažejo, to pomeni, da zanikajo resnico ali pa utajijo resnico. Zanikanje pa utajitev sta dva zelo podobna obrambna mehanizma, o katerih je Freud govoril, recimo pri fetišizmu, ko bodoči fetišist, deček, samo deček, ne deklica, pri slačenju ženske, mamice, ne vem, tam neke, boh ve koga, ženska v glavnem, v pričakovanju, da bo vzrl privesek, lulčka, on vzre kastracijski nič, zarezo oziroma šumo. Ne? On je pa pričakoval, da bo tam kos mesa imenovan lulček, tako ga ima on, pa očka, pa tako naprej. Ko to prvič pri ženski vidi bodoči fetišist, utaji videno, zato da lahko preživi tisto grozo, ki se navezuje na njegovo kastratibilnost. Ne, resnica, ki jo eklatantno servirajo strokovnjaki, medicinci, mediji, tudi lojalni tej stroki, to resnico zatajijo oziroma utajijo, zato ker je ta resnica zanje preveč boleča, preveč mučna, neznosna. Na tak način preusmerijo pozornost na neko lažno upanje. Na ta način sami sebi kupijo neko ugodje, se prelisičijo. V resnici pa so teoretsko, tako psihoanalitično legitimno rečeno, pravi strahopetci. Nezavedni strahopetci, ki niso vajeni sebi priznati, da se nečesa bojijo. Sram jih je reči Bobu Bob,
korona kriza, virus, zajebano je, ne? Tega ne upajo reči in si nezavedno prikrojijo resnico, sam sebi lažejo, se bolje počutijo. V tej kastracijski ogroženosti se bolje počutijo, če govorimo o moških, ženskam pa tudi, če sami sebi racionalizirano lažejo, ni treba biti več toliko preplašen. Ne? Se pravi, nezavedno jedro jih sili k tem gobezdanju, vse ni tako nevarno. Ravno zato, ker je tako nevarno, si racionalizirano govorijo in govorijo tudi drugim, vse ni tako hudo. Po svoje, oziroma v resnici, gre za nek nezaveden beg pred lastnim strahom, pred lastno stisko, ki jo nosi s seboj koronavirus. In celotna korona kriza. Čeprav te celotne korona krize se večinoma zavedajo, ker zgubljajo biznis. Ne? To ne bo mogel Werner več šet na oder, če ne bo nobenega, ki bi ploskal, da bi ga poslušal. Ne? So vsi preplašeni doma in zato Werner mora, ne? Boji se une krize, nič hudega ni, pridite na moj koncert, ne? Ploskajte mi, dejte mi denarčka. Ne? V to smer je treba razmišljati, oziroma se da razmišljati in jaz odpiram tukaj diskurs, ponujam neke interpretacije. Se pravi, njihova odrešilna verzija videnja krize, njihove subjektivne resnice, ampak pod narekovajih resnice, ne, ki jim jo diktira njihovo nezavedno, ne, govorimo o influencerjih in teh zasledstvih. Ne, ta nezavedna resnica je zanje manj boleča, če si racionalizirajo, prikrojijo neka blaga dejstva oziroma neka mašila, neke flajštere, čez dajo, češ, vse ni tako hudo, kot nam govori uradna medicina, uradna stroka, priznani šolami, strokovnjaki, oni se motijo. Ja, zakaj se motijo? Zato, ker je njihova resnica preveč boleča za nas. In zato utajijo. Jaz sem kar trezno malo bojazljiv do tega koronavirusa, še bolj pa do krize. Uradna stroka nam servira kruto resnico, ovce se tega bojijo, influencerji, narcistični pa še bolj. Torej na tak način, natančno na tak način razmišljajo te influencerji, ala neustrašni mačo builder, Potrč, pa pojoči Werner, pa še kdo, ne. Zanikajo to eklatantno resnico o nevarnosti koronavirusa. Že tukaj je treba še dodati, da ima vsak človek v svojih infantilnih temeljih še nek fundament oziroma dispozicijo, na kateri gradi svoje občasno ali pa kronično zoperstavljanje priznanim avtoritetam. Zdaj, otroci pogosto, tako rekoč vsi otroci, spontano porekajo staršem, ko jim ti izpovedujejo neke resnice, jih zavajajo, resnice pod narekovajih, ne. Zdaj, ko otrok sprašuje, kako je na svet prišel, starši seveda lažejo, ne bojo povedali, a veš, očka je mamici ga uturil noter, potem pa sperma not spušil in zdaj si pa ti tako na sto, ne. To ne bojo otroci, to starši tako ne povejo, ampak jih zavajajo. Tudi okrog Dedka Mraza, Božička, Miklavža, zobna miška, luna vila, ki ti denar prinese otročku, če to spuliš, pa pod pošta daš, ne, to so vse zavajanja in ta mal oporečnik ve, da ga starši zavajajo. In potem se izkaže, da ima prav. Ne, sam sebi dokaže, da je on imel že skozi prav, da so ga starši zavajali. Ne, na teh temeljih se v odraslosti tisti, ki verjamejo v teorije zarote, tako suvereno zoperstavljajo vsaki avtoriteti tam, ki govori, da 5G tehnologija ni nevarna, chemtrailsi ne zastrupljajo narod, genske spremenjene hrane ni, oziroma ni, seveda je, ampak ni škodljiva. Zdaj te zarotniki, pa mnogi drugi tudi, običajni, ki so doživeli to zoperstavljanje prvi avtoriteti imenovani starši,
Te se v odraslosti v teh situacijah zelo nagibajo poslušanjem tem laikom, ki jim dajo te lažne, upajoče resnice in hkrati v isti sapi se zoprstavljajo avtoritetam, NIJZ-ju, uradni medicini, ker so te avtoritete simbolni naslednik prvih avtoritet so pa starši. V resnici je to zelo inkorporirano v celotno to paradigmo. Pozneje se, torej otrok, pozneje spozna, da je sam imel vsega začetka prav. In to, da otrok sam se začne verjeti, da ga starši zavajajo, je zelo ključno, da ljudje držijo znotraj sebe svoje verjetje in se ne pustijo naplahtati uradni stroki. To je zelo pomembno pri razumevanju celega tega zagatnega konteksta, kjer laične očice verjamejo raje influencerjem, botastim influencerjem, kot pa uradni stroki. Zdaj, tole sem jaz nameraval povedati kot neko dodano vrednost, ki jo drugi psihostrokovnjaki, niti sociologi niso na tak način povedali, skozi psihoanalizo, ki je veda v nezavednem, se da bistveno več videti, prepoznati v eni sociološki paradigmi, kot jo jaz tukaj vidim, ko influencerji nenormalno zapeljajo ta narod. In sistem bi moral te influencerje izolirati, norce treba izolirati pri vplivanju ali pa širjenju norosti na množice. Zdaj so pač levičari bolj na udaru, bolj levičari nasedejo tem influencerjem, ker so influencerji proti vladi, vladnim ukrepom. Zdaj, če bi bil pa tukaj kakšen virski kontekst, bi pa levi ateisti bolj skozi pršili kot desni preplašenci, ki verjamejo v Boga, pa tako naprej. Evo, tole sem želel povedati.